Lepo pozdravljeni, dobrodošli v moji družbi. Je danes izvrstna Feng Shui svetovalka Tanja Glažar. Živjo, Tanja. Živjo, Lili. Dobrodošla v naši družbi. Predvsem pa hvala, da nam boš predstavila, kaj Feng Shui sploh je. Feng Shui. Prvič sem slišala za Feng Shui. Da boš verjela, v Las Vegasu. Moj bog. Ja. In ne, To pa res ne. nisem šla kockat, ampak so me peljali tja moji sorodniki pogledati, kako je to mesto razvito, kako je to, kaj se dogaja, kako imajo tam bitke jezera, na vodi bitke na teh jezerih, benetke umetne, vse to. Mi jaz gledam ti svet puščave, se kajo, kakšna potreba vode. To je zelo res. Imela sem rosnih 28 let. Ja. In je bila svoje vrste izkušnja, očitno. In sem bila kar, tako rekla, zelo bojevita. Zdaj sem se malce umirila, čeprav kakšen ogenček kdaj kaj švrkne. In to pa je katastrofa, to je pa zaprjal to okoljevarstvenikov, da se to ne dela. Ne, kaj je slišal tam zraven in gospod, rekel, veste, mlada gospodična, young miss, this is because of money. Zakaj zaradi denarja? To je samo zguba denarja. Ne. Tam, kjer je voda, je življenje. Kje se je vedno obračala trgovina? Ob vodnih tokovih. In to uči Feng Shui. To je cela znanost, cela veda, kako pripeljati energijo do določenega prostora. In je rekel, tukaj je 3/4 hotelov in kazinoje in vsega narejenih po Feng Shuiu. Že takrat? Takrat, ja. Bravo. Ja, tako da sem bila čisto frapirana in ko smo se vračali, sem šla v prvo večje mesto, v Arizoni, v Phoenix, v knjigarno in sem pokupila vseh 16 ali 17 knjig, kar sem jih dobila. Najlepše so bile takrat od Lilian tu in ko sem jih vse prebrala, sem se čez 10 dni prijavila takoj na tečaj. Bravo! V Boston. Ker takrat je imela ona tečaj v Bostonu in jaz sem šla v Boston. Jaz pa to moram priti do konca, kako te energije delujejo. Ker vsak od nas ve, ko prideš ti v en prostor. Če so se noter bile kakšne bitke, parov, dvoboji, nervoza, nestrpnost, čutiš v zraku, čutiš napetost. Ali pa žalost, ali pa ne vem, ali pa neko res lepo energijo. Niti v redu. Prideš pa v drug prostor. Tam so se pa smejali, pa to pa bi kar ostal, pa bi se zabaval še ti, pa tako naprej. In o tej energiji govorimo. Energiji, ki jo vsak občuti, a jo težko opiše z besedami. Vsi smo senzibilni, vsi znamo zaznavati. Se mi zdi, da mogoče samo se ne prisluhnemo dovolj. Ja, moja osnovna izobrazba je inženirja biologije. Pritegnilo me je zaradi tega, ker rentgenska slika celo telo ti pokaže. Pokaže ti od mehkih delov, se pravi organov trebušnih votlini, od mišic, od skeleta, krvnega pretoka. Ni da ni, medicina je res napredovala. In vse to ti včasih osnova so bili rentgenski žarki. In mene je zelo zanimalo, kako to, kar nič ne vidimo te energije, pa dobimo tako sliko, kar si jaz želim je ali žolčnik, ali želodec, ali kost, ali golenico. To si nekdaj raziskovalka. Ja, pritegnilo me je to, kako nekaj nastane. In seveda me je tako pritegnilo tudi Feng Shui. Energija je, rezultat je, vidim pa nekako. In zaradi tega sem začela slediti, seveda najprej Lilian tu, potem pa še mojstrom Feng Shuija, ki je vsak res mojster na svojem področju, to so starejši, predvsem gospodje, zdaj tudi 2 dami sta, 3 že, ja, malenkost mlajše, ki so dobile ta častni naziv od ostalih mojstrov. Tukaj, če smem uskočiti, jaz sem vprašala, če jo namreč lahko predstavim kot mojstrico Feng Shuija, kajti jaz, ko jo gledam, ko vidim to energijo, to spoštovanje, to modrost, je v bistvu bilo to, kar me je navdušilo in zato sem jo prosila, da nam predstavi, kaj Feng Shui je, ker Feng Shui je veda, se pravi, ne govorimo o nekem hokus pokus čirole čarole, in reka, da ne, da pač mojster je naziv, ki ga dobiš, ki ga pridobiš in ti ga dajo drugi mojstri. Tako, ponavadi tvoj učitelj te predlaga, moraš imeti pa dosti izkušenj in seveda tudi precej rezultatov. Samo oklicanih mojstrov je toliko preveč. To pa je zelo res, to se pa zelo strinjam. To je neka čast in spoštovanje do poklica in do
energije, ki jo ti ljudje širijo okrog sebe v splošno dobro. Zelo lepo povedano, ampak izkušenj pa vseeno imaš tudi ti veliko, če malo tudi tebe zdaj predstavila. Z marsičim si se ubadala do zdaj, marsikje si delala, pri marsikaterem projektu si bila vpletena zraven. Kaj bi mogoče ti najprej izpostavila? Prej smo se pogovarjali banke, arhitektura, raziskovanja. V bistvu Feng Shui, vsak prostor, kjer mi delujemo, je fajn, da ima dobro energijo, da je skladna energija sploh s tisto dejavnostjo, ki se opravlja. In ko sem jaz leta 2000 pri nas začela s Feng Shuijem, 95. leta sem se prvič spoznala, s Feng Shuijem potem sem se 5 let pripravljala. In ko sem imela res veliko tečajev, 3 mojstre za sabo, veliko dodatnih izobraževanj, sem se upala odpreti svoj izpit in začeti s Feng Shuijem. To je bilo leta 2000. In seveda prvi naročniki pri nas so bila podjetja. To je tako zanimivo, ker si verjetno mislimo sploh v tistih časih, ne, kaj pa to zdaj, to so resni, realni ljudje z nogami na tleh, ki nič ne dajo na takem coprnje. Večinoma v tem svetu našem, kjer sem se givala, pa tudi tam, kjer sem doma, pa Slovenija je tudi, tako bi rekla, kaj ena taka lušna malo mestece, ker se skoraj vsi poznamo. Feng Shui nisem prodrl, razen pri poslovnih ljudeh, ki so potovali veliko po svetu, ki so spoznali to vedo in kjer so jih tudi njihovi kolegi, gospodarstveniki podučili, da imajo marsikakšno stvar narejeno po Feng Shuiju. Recimo v Singapurju se sploh nič ne gradi, če prej tega ne pogleda mojster. Hongkong je bil zelo, zelo podoben. V Maleziji, Kuala Lumpurju dajo 3/4 stvari na to. Oni imajo še celo ta 8-kotnik, ki je znan kot pakva, kot 8 pol, 8 strani neba, na prometnem dovoljenju na avto, na lepko. Mi imamo vinjeto, oni imajo vse v tej simboliki in spodbujajo to energijo, da je čim bolj skladna. Tako da, delala sem vse od poslovnih, največ sem začela s poslovnimi prostori, seveda tudi kakšne vrtne centre, pisarne, večjih podjetij. Ampak tudi domove, ne? Da ne bo zdaj izvenelo, da si samo za biznis. In ko so videli v pisarni, kakšna je sprememba, kako so delavci drugače dojemajo prostor, kako se boljše počutijo, razumejo, da pride rajši v službo. Zdaj, a bi prišla še k nam domov. Super. To je bila pa taka sprememba očitna, da bi pa želeli tudi doma, če se da karkoli urediti. In jaz vedno pravim tako, Feng Shui je pomagalo. Ni alfa in omega vsega in samo to in nič drugega. Seveda je tudi naša osebna energija zelo pomembna. Energija naših partnerjev, prijateljev, sodelavcev, otrok, sovaščanov, sosedov, vsega skupaj daje en tak skupek, kjer se mi gibljamo s to energijo. Ampak, če je pa naš dom narejen ali pa naše stanovanje, na nas, na našo energijo, ki nas podpira, je to najboljše, kar lahko je. Ker tam se mi napolnimo z energijo. In tudi tistega stanovanja pa ni tako težko pospraviti. Seveda ne, ker vemo, kakšno uživamo in z užitkom potem tudi te stvari. Kakšno energijo bomo mi tam dvigali. Drugače pa Feng Shui je star 3, 4, 5 tisoč let, zapisi so zelo stari. Jaz vedno poudarjam, da Feng Shui Slovenija je zdrava kmečka pamet, ker ko sem gledam, kako so bile hiše včasih narejene, kam so jih postavljali, kje so jih zgradili, kje so bili pomožni objekti, vidim, da vse pije vodo. Se pravi, da je narejeno v skladu z naravnimi zakoni. In tak primer so recimo kraške hiše, ki imajo barjačo, ograjeno, okrog in okrog, da veter ne piha, hkrati pa to deluje kot en bazen dobre energije, tisto dvorišče je zaščiteno, predvsem, kjer se vse dogaja. To je tak klasičen primer. Potem, če gremo malce na vasi, vemo, da je bilo vedno neko drevo tam in pa zraven vodnjak. Se pravi, da so se zbirali v senci, to drevo je bilo kot
center, ki je ščitilo hrbet in sovaščane, voda je bila pa tisto blagostanje, kamor so hodili iskati. In je bila vedno v centru, tam je bilo gibanje. Zato tudi sedaj dobimo v trgovinah feng shui vodnjačke. Kaj pa je tvoje mnenje? Gremo v trgovino, kupimo vodnjaček, prinesemo ga domov in potem smo večno mladi, lepi, bogati. Ja, feng shui je posebna znanost. Tudi jaz ga imam. No, se to ni kritika vodnjačkov. Tale tukaj je, trenutno ta mesec pa ni usposobljen. Zakaj? Ker energije se menjujejo. Ne le vsako leto, tudi vsak mesec, tudi vsak letni čas. In ker mi poznamo kombinacije energij določenega področja, vemo točno, kam to postaviti. To je tista akupunkturna točka, ki tukaj narediš, pa te mogoče glava ali pa tlele, pa te glava ne boli. Ali pa imaš boljšo, včasih delamo takole, pa imamo pa boljšo koncentracijo. Avtomatično. Tako delujejo ti vodnjački, rastline in ostali dodatki v prostoru, da nekam postavimo. Ampak mi moramo vedeti, kam to postaviti. Točno tako. In predvsem kdaj. Seveda, ko gremo v trgovino, imaš katera veda, ki je zelo spoštovana, zelo starodavna in temelji na mnogo podatkov. Koliko kombinacije? Več kot 12 milijonov. 12 milijonov, a si predstavljate? 12 milijonov. Torej, tukaj je res znanost za tem, ki je ne moramo nekako primerjati s tem, da gremo v trgovino, vzamemo en kristal, ga postavimo na polico in je to. In zdaj bo življenje čisto drugačno. To želim povedati. Ta mogoče komercialni vidik, kjer pa mogoče se spoštovanje, vse te modrosti in znanja izgublja. Zato mogoče vsi tisti, ki pa so to kupili, postavili na polico in bili razočarani, za njih bi mogoče malo razložili, kaj vse je pomembno vedeti, ko kupujemo vodnjaček, rastlinco, kristale in ostala pomagala. Feng shui ima 5 elementov. Prvi izmed njih je element vode. Ki voda prinaša življenje, je gibanje, večno gibanje. Drugi element je element lesa. To so rastline, tudi pohištvo in vse, kar je videz lesa. Z vodo mi zalijemo les, z lesom zakurimo ogenj. To je tretji element. Ogenj ponazarja sonce, doma pa tudi kakšno luč. Je fajn, da je pržgemo, če nam manjka te janke energije, sploh če kakšen oblačen dan. Tako kot mi dve dan smo si pržgale luč. Tako je. O tem mi se ne bova pogovarjali. In iz ognja, ki zgori, kaj dobimo? Zemljo. Zemljo. Element zemlje je ta, ki nas obdaja, na katerem živimo. Lahko je to polje, njiva, kamni, kristali, tudi opeka, beton, skale, gore. Vse to ponazarja element zemlje. Seveda ne bomo eno goro privlekli v hišo, ampak bomo mogoče kdaj kakšen takle prodnik postavili na kakšno področje, da bo tam stabiliziral energijo. Skratka, teh pomagal je veliko. Še kovina je. Ja, 5. element je pa kovina, ta je pa tlele zad na polici. V tem mesecu je na področju juga-zahoda. Super. Tako, na tem mesecu je na področju juga-zahoda in je zdravilna. Element kovine. In tako je krog zaključen. Skratka, ko mi gremo v trgovino kupiti rastlino, kupite si to vstico, to so vse rastline z mesnatimi listki. Zakaj? Zato, ker ne potrebujejo veliko vode, a dajo veliko sočnost, obilje. Zato so cenjene v feng shuiju. Ampak lahko kupimo tudi kakšno cvetočo lončnico. Se pravi, bistvo je, da je to zdrava rastlina. In da jo postavimo na pravo področje v pravem času. Tako. Zdaj, za vse tiste, jaz vem, da vsi ne boste študirali feng shuija, tako kot jaz, leta in leta. Zaradi tega sem tudi napisala, recimo vsako leto napišem feng shui vodnik. To je fantastična zadeva. Kjer je noter za vsak mesec posebej opisano, katera področja mi lahko spodbudimo. Za tiste, ki pa želijo gost več, pa išem pa vsak mesec feng shui koledar, kjer so opisana tudi tista področja, ki so slabša, zakaj so slabša in s čim omilimo ta vpliv. Ker bistvo feng shuija je ravnovesje energije. Ko je ravnovesje, ko smo mi v ravnovesju, nas čisto noč ne zmoti. Res je, vse teče. Ko smo mi cool, ali ko smo naprišne zaljubljeni, takrat vse teče. Na svojih predavanjih imam včasih kakšno tako vprašanje. Tanja, ampak kako pa bi znanstveno dokazala, da feng shui deluje?
In potem, jaz sem malo bolj fjorča, ne, pa rečem, dajte mi prosim pomagati, ne, kako bi vi meni znanstveno dokazal, koliko ste zaljubljeni. Bravo. Ne? Kako oceniti to moč, to jakost energije? Ljudje, zato imamo besede, da izražamo, imamo tudi mimiko obrazno, da izražamo svoje čustva. In enostavno vsake stvari se ne da ovrednotiti s številkami. Tako, kot sem rekla, jaz izhajam iz rednega. To si rekla numerologinji. Ja, ampak ta numerologija je tako dobra, da točno ve, kakšna energija se skriva za katero številko. Ta numerologinja tudi računovodstvo. Vse logaritmi in tako naprej. Ja, ti logaritmi so malenkost drugačni, predvsem pa na drugi vibraciji. Spravi, in tukaj pa mogoče pride k tebi na svetovanje. Kaj vse lahko tebe dobi? Kaj nas lahko zanima? Predvsem nas mora zanimati naši osebni elementi, kateri me podpirajo, kateri me slabijo. To zberem tle ven, tale knjiga že malo razpada iz 1000-letnega koledarja, ker je za vsako leto posebej opisano, a ne? To je recimo leto 94, tukaj je bila Jankli Espas, to leto, in tukaj je vsak mesec in iz tega ven se preračuna tudi dan in uro. Vsak dan, ko smo rojeni, je en čisto poseben element. In vsa ta kombinacija teh elementov, 5, ki sem jih prej naštela, so v yin obliki, se pravi bolj umirjeni, in yang, bolj močni, akcijaniški. Ja. In zdaj, odvisno od tega, imamo nekateremu predujo elementi yin na povrhu, spodaj je pa yang. To pomeni, da deluje zelo umirjeno, tiho, mehko, nežno, ampak ko pa izbruhne, če je pa spodaj yang, je pa to vulkan. Ja. Je pa veš. Ja, fajn je, da poznamo svoje osebne elemente, da te elemente vnesemo v prostor. Kaj potrebujemo? Potrebujemo tudi uro rojstva ali ne? Seveda. Okay. In tudi kraj, če niste rojeni v Sloveniji, ker jaz pač preračunavam na Slovenijo, če nekdo rojen mogoče v kakšni drugi državi, sosednji, je kakšna minutka razlike in ti elementi se izmenjujejo. Zakaj je to pomembno? Če si rojen po zimi, imaš več elementa vode, to pomeni, da raje govoriš. Če si rojen spomladi, je v tebi element lesa poudarjen, rast. Če si rojen poleti, je ogenj. Greješ vse okrog sebe. Če si rojen jeseni, je pa tip energije, ki zapira, ki je koncentrirana. Se pravi, energija se koncentrira, listja odpada. Takrat je pa element kovine, recimo tiste, ki so v jesenskem času. Vmes, vse pa povezuje element zemlje. Mama zemlje, ki deluje v vse smeri. Tako da zaradi tega je pomembno, da poznamo svoje osebne elemente. To se mi zdi zanimivo, ker marsikdo sploh ne ve, da se to da izračunati. Ne vemo, da obstaja neki kitajski horoskop, da smo ta žival, pa da feng shui je treba prebrati, kam je treba dati pojsto, pa kako postaviti ključ. In se mi zdi, da je toliko več vsebine, modrosti in tudi pomoči, nazadnje, ki jo lahko dobimo. Zato te to sprašujem, kaj vse lahko pri tebi nekdo dobi. Od tega, da mu pomagajo splanirati poslovne prostore, smo zdaj povedali, stanovanje, dom, vrt, okolico, tudi kopališče sem že delala, zdravilišča. Kaj pa tako razmišljam, se tudi mi smo v bistvu objekt. Ja. Kako lahko si pomagamo z nakitom, z barvami, z pričesko, pri tem, da mogoče harmoniziramo svojo energijo? Ja, vsak od elementov nekaj ponazarja tudi kakšno barvo. Recimo tisti, ki imajo črno barvo, tisti imajo poudarjen element vode. Kdor je blond, se pravi svetlolas, je element kovine. Rdeča las, ogenj, rdeča las, ker so ognjene. Tako slišati. Ja. In če nekomu manjka recimo elementa kovine, ali je, bomo rekli temu, je v nesorazmerju, ga ima premalo, pa ga potrebuje, tisti človek ima več nakita. Recimo Lili, krasno stoji, krasno stoji nakit. Ona ima element kovine v kombinaciji z elementom zemlje, ter kis je kamen, iz zemlje. Tako da na tak način lahko z barvami, z materiali,
Pa recimo nekdo, ki manjka element kovine, tistega je v redu, da je belo pohištvo, da so gladke linije. Komor manjka element zemlje, tisti bo postavil več kristalov, kamnov v prostor. Komor manjka element ognja, kamin, nujno. Če pa že ni možnosti, potem pa saj malo več luči v stanovanju. Pa svečke mogoče. Pa kakšno svečko prižgati. Pravi, tudi če se mi mogoče v danem prostoru ne počutimo dobro, če imamo občutek, da nas ne hrani, da nas ne ščiti, da nimamo občutka varnosti, v tem primeru tudi verjetno lahko pridemo k tebi. Seveda, ker nekaj moramo vedeti, da prostor je en element, se pravi en skupek energij in mi smo drug skupek energij. In ker naredimo prostor, da vibrira na naše energije, ki nas podpirajo, smo naredili vse. Včasih nekomu je dovolj, da ve, kje so njegovi elementi, zaradi tega, ker bi lažje plul skozi življenje. Takrat tudi se vidi iz osebnih feng shuijev, ki jih delam, ali je na makadamu, ali je na avtocesti, ali je na gozdni poti, ali je pa na križišču brez potja. In se sprašuje, kje je zdaj tisti, kje je zdaj semafor. Tako, in kdaj bo ta semafor. Tako so to različna obdobja, različne sezone. In tudi ta obdobja feng shui razlaga. Ja, tudi ta obdobja. Še vedno vem, ogromno ljudi si feng shui razlaga samo kot to, kje postaviti mizo in stol, in se potem presrečili, da je tukaj še toliko zavedanja našega lastnega obdobja in pa obdobja, v katerem smo. Ja, mislim tako, feng shui je res ena taka kompleksna znanost, ki jo podpira naravo in je vzeto najboljše iz narave, kar nam lahko da vnesemo v prostor. Se je pa pojavilo seveda tekom leta, pa želja po nekem zaslužku, po marketingu, veliko različnih fast food feng shuijev. Ena taka, recimo, sekta črnega klobuka. Ja, kariera je vedno na vhodu. Mi moramo poznati, kakšna kombinacija energije na vhodu. Kaj pa, če je na vhodu kombinacija energije slabega zdravja? Ali bomo tisto stanovanje še kupili? Ali bomo mogoče pogledali katero drugo, če se energije ne bodo dale dobro uskladiti? Sploh, če vidimo iz svojega osebnega feng shuija, da je v tem obdobju naše zdravje slabše. Spravi, vedno gledamo in človeka in prostor. Tako. In obdobja. In obdobja, seveda, v katerem se nahaja. Mi smo zdaj lahko v krasnem obdobju, ampak naslednje 10-letno obdobje pa mogoče zdravstveno bolj vprašljivo ali pa partnersko. In če se mi tega zavedamo, bomo lahko vse naredili v tej smeri, da bo šlo to obdobje mimo s čim manj stresa. Pa tudi mogoče z razumevanjem, če vemo, da stopamo v obdobje, ko bo naše zdravje mogoče malo bolj na tapeti, da po domače rečeva, bomo tudi malo bolj pazljivi. Pazljivi bomo pri prehrani, pri dejavnosti. Tako gibanje, drugačno gibanje, ne pa še vsakmu recimo tek. Ali meditacija. Ali pa drsanje, ali pa meditacija. Različni smo si. In če mi vzamemo to bit te energije, recimo nekdo, ki je zelo yin in pol vsak dan 4 ure, je še bolj yin. Seveda. Še bolj umirjen. Treba je uravnovešati. Energijo je treba zbuditi. Ja, zato tudi jaz vedno pravim, nasprotja se privlačijo ravno zato, ker se od nasprotja lahko nečesa naučimo, ker če bomo vedno samo v beli, bomo vedno beli, pa nič ne narobe z belo, ampak če bomo vsaj malo pomočili prst v črno, bomo odkrili nešteto odtenkov sive. In tukaj, ko govorimo o 5 elementih, si mislim, da je teh barvnih odtenkov še mnogo več. Ja, to je cela malica. In da sploh govorimo o neki, bom rekla, tako kot se reka fast food na svetih, morate imeti, ne vem, denarnico rdeče barve, pa torbico tako, pa tuno in tako naprej. To je veliko bolj kompleksna veda, ki zahteva resnično predanost in vztrajnost, bi se mislila. Ja, vztrajnost, sploh v Sloveniji je potrebna vztrajnost, ker pač mi smo ljudje, ki radi vse sami naredimo. Tudi jaz sama sam svoj mojster včasih. Ampak, ko pa pridem do nekega limita, ki je po moje zanjo imel, takrat pa pokličem strokovnjaka za to področje. Sej jaz znam sešteti 1 in 1, ampak za določene stvari pa rabim tudi računovodkinjo. Absolutno, in s tem ni nič narobe. In s tem ni nič narobe, točno tako. Slovenci smo res vsak svoj mojster, hobi mojster, s tem ni nič narobe. To je super, da znamo veliko stvari, ampak ko pa pridemo do vsak ima pa nekje svoj limit na nekem področju in takrat pokličemo tega, ki se s tem ukvarja. Ne pa
prosim, res to, ki prebereš v tej knjigi, ne. Knjige morajo biti pa tlele poravnane, ne smejo biti tam, ker pa so tu strupene puščice, pa reže. Lejte, pač više naslonjalo. Ampak knjige ima 2 vrsti. Nič narobe. Malo teže bomo se mogli zapomniti, kje imamo, ne? Ampak potem, tramovi v hiši, ne, to je pa slabo. Ja, seveda, če bi imeli tukaj vidve tram nad sabo, in bi skozi tukaj sedeli, samo okno odprite, kaj naredi prepih veter. Upogne se, energija pritisne navzdol. Se pravi, da dejansko fizično energija pod tramom vedno pritiska navzdol. Nič ni robe s tramovi, samo ne skozi potisne sedeti, sploh če imamo skozi glavobole. Ali pa če imamo recimo težave s trebušnimi organi, pa nam gre tram takole čez posteljo, pa spimo. Ali pa še kakšna taka stvar, recimo, zelo so moderne te viseče luči, lustri, kristalni, lestenci, krasni. Ampak zakaj za vraga na sredo postelje dol visi in kaže ta strupena puščica na nas? Saj tudi, če pustiva feng shui, ne vem, če mi je glih prijetno, če vsake tok čajta razmišljam, vse se ne bo to strgal. Ja. A veš, ampak ljudje, tako bom rekla, toliko smo obremenjeni z nekimi modnimi smernicami, da pozabimo osnove dobrega počutja. Jaz mislim, da je bilo ravno v knjigi od Lilian, to sem ogromno prebrala o feng shui, ampak ljubiteljsko, tako da vem, zelo malo temle, v primerjavi s teboj, ampak jo všeč, ker je rekla, da moramo sebe poslušati, da ne glede na to, kako po nekih osnovnih zakonitostih bi mogla postelja, miza, knjiga stati, če imamo mi slab občutek, ko je postelja tako postavljena, zaupati sebi, ker pač iz nečesa izvira ta slab občutek. In bom rekla, če pa se za sekundico dotaknem numerologije, podobne izkušnje imam jaz pri izbiri imena za otročka. Velikokrat mama točno ve, lahko imamo ogromno kombinacij, ampak ko jaz to prevedem v številke, v osebna števila, tako kot ti v elemente, meni je kristalno jasno, kakšna duša prihaja. In se včasih pohecam in rečem, mi smo samo kot da pa to stavimo. Ta duša ve in na koncu dneva se bo rodila takrat, ko se bo ona izbrala in tudi vibracija imena bo tista. Super je, da stvari prej pogledamo, da jih razumemo, da moče tudi kot starš razumemo, kakšna dušica prihaja. Tako da se mi zdi tudi to pogledno, ne, je neka točka, ko naše znanje ni več dovolj in je prav, da nekoga povprašamo. Se pravi, k tebi pridemo od notranje opreme do tega, da smo v določeni neharmoniji sami seboj, v odnosih, v službi, s financami, na vrtu, zdravjem, s kariero, karkoli. Vse to je to čudovito naše polje, kjer mi lahko ga obdelujemo. Kako ga bomo pa obdelovali? Je pa na nas samih. Seveda. Jaz ti lahko povem, kakšno polje imamo, koliko je dolgo, koliko je široko, kam se kaj zasaditi. Ampak mi smo še vedno tisti, ki to energijo usmerjamo. In zato jaz nekako polagam roko na srce, ko naredim feng shui. Čuvajte to energijo, negujte jo, ker s tem negujete sebe in svojo lastno energijo. Ko delam energijska čiščenja prostora. Zakaj so se ljudje, nekateri so v šoku, sploh ne morejo noter stopiti? Ker je ta vibracija čisto druga od tiste vibracije, ki so jo oni prinesli iz nakupovalnega centra ali pa iz prehoda. In se morajo uskladiti na drugo frekvenco, na drug nivo energije, da lahko fajn jim je, ampak preskoke pa še vedno. Preskoke, ne spusti zraven. Tako da, čujemo to energijo, ki jo ustvarjamo vsak dan, s tem čuvamo sebe, čuvamo naše okolje. Tako bom rekla, skrbimo za druge, ko skrbimo zase. Absolutno, ker ti lahko smo pozitiven doprinos ali negativen doprinos, vedno pa smo. Vedno nekaj doprinesemo v vsak odnos, v vsako situacijo, vsakemu človeku, ko gremo mimo na hodniku, tudi če ga ne poznamo, če se nasmehnemo, mu damo komplimente, čisto nekaj drugega, kot gremo mimo. Enkrat sem naredila eksperiment, ki se ga še zdaj pogosto poslužujem. Nisem bila dobre volje in sem rekla, grem teč, da to energijo nekako prevetrim, fizično predelam. S fizičnim, ker uma nisem mogla umiriti. Ampak sem se še nekaj odločila in ko sem dotekla po rožniku, ene gleda drugo stran, tretjo, jaz odla. Opa, Tanja, kako boš pa ti zamenjala svojo energijo, če boš takole tekla pa v tla gledala? In sem se odločila, vsakega, ki ga srečam, ga bom pozdravila.
ali ga poznam ali ne. Jaz sem mladost preživela na vasi in tam so me naučili, da je treba vsakega pozdraviti. In začel čez uro sem rekel, dober dan, ne boš verjela, s kakšnim veseljem so mi ljudje odzdravljali. Kako se je dvigala energija, vibracija in mene in tega, ki me je pozdravil in ki sem ga jaz pozdravila. Veš, to je tako skupno delovanje. Kako malo je treba, Ja. kako velik učinek je Ja. lahko iz... Če nekoga, ne tisto dan, Ja, v dan, se premakneš, s prijetnim izrazom, ne s tistim, kar se je gledalo v mojih možganjih. Mi se lahko še tako sladko nasmehnemo. Jaz ne bom pozabila tega dneva, to je ena taka meditacija, ki jo priporočam vsakmu. Nič ne stane, razen mogoče našega egota malo zaboli, če slučajno kakšen malo čudno pogleda, kaj se pa ta gre. Ampak nobeden me ni pogledal grdo, ali pa ne, tudi če me je tako pogledal, je bil predvsem presenečen. Ampak mogoče je to neka popotnica za naprej tudi drugim, tudi tistim, ki morda jim to še ni bilo blizu. Se skupaj vendarle lahko dobrega naučimo. Tako da, tudi svojo energijo lahko zamenjamo tekom dneva, tudi s takim elementom, kot je prijaznost. Pa kako simpel je to, poglej. Drugače, pa v Feng Shuiu Tanja uporablja kompas z veliko podatki. Ja, vidim. Uporablja tisočletni koledar. Čisto jezik, ga bom dala malce bližje. Uporablja tisočletni koledar. Ima v torbici tudi svojega zaščitnika, vsako leto drugega. Pogleda v Feng Shui koledar. Vodnik je fantastičen, povej nam, je danes vodnik še možno dobiti? Ja, še je možno. Kje? In sicer pri meni, lahko na spletni strani. Normalno pri meni, na spletni strani. Je pa narejen vedno še za januar naslednje leto. Zakaj? Da je še en dodaten mesec. Zakaj? Ker Feng Shui leto se ne konča z 31.12., se pravi ti elementi, ampak element vode traja še malce naprej. Izvesta element. Fantastičen je, pa izjemno praktičen. 13 mesecev je vsako leto noter. Noter je tudi vaš osebni kompas, ki ga lahko naredite in izpišete, kako ste, mi kar hitro pozabimo, kako se počutimo. Pa tudi, ko se mi zdi, tam decembra, januarja nas zelo zanima, kaj letošnje leto prinaša, pa vse nam je jasno, pa vse bomo naredili, pa vsi bomo shujšali, pa bolj zdravo jedli, pa na Triglav šli, pa v marca enkrat... Aprila, že kar popusti, kar malo popušča. Tako da po spodbudo in usmeritve absolutno vabljeni k tebi. Kje te najdejo? Na Instagramu si? Na Instagramu, na Facebooku. Tvoja spletna stran je kako? www.fengshui-tanjaglažar.com. Super. Malo daljša, ampak če vpišete Feng Shui Tanja Glažar, ni problema. Je Google. Ali pa Feng Shui Tanja bo tudi Google našel. Google me najde. Je pa res, da se ne skrivam, ne? Pravilno, se to je prav. Tak sonček se pa ja ne sme skrivati. Torej, Tanja pa čudovita pisarnica v BTC-ju, kjer smo tudi zdaj. Tanja, res iskrena hvala za vse, kar si podelila z nami. Jaz upam, da tudi sam Feng Shui ima malo drugačno razlago in za marsikoga, ki se mogoče s to vedo prej še ni srečal, in upam, da se bo opogumil in prepoznal in preračunal in prišel k tebi pogledati svoje elemente in bolj harmoniziral svoje življenje. Hvala. Hvala tebi.